Živijo. Pokažem vam eno enostavno stvar, enostaven ukrep, kako si lahko sprostite mišice vratu, ramen ali pa zgornjega dela rok brez raztezanja. Zdaj, ker raztezanje je tisto, kar prvo pade na pamet marsikomu, ali pa skoraj edina stvar, ki jo lahko naredimo, da v bistvu neko mišico sprostimo ali pa se umirimo konec koncev. Jaz bi tukaj rad pokazal, demonstriral drugo alternativo, ki je seveda ni boljša ali slabša, ampak samo druga. In to so stresanja, enostavna stresanja. To, kar bom zdaj pokazal, se lahko uporablja tako recimo po vadbi, po treningu, da na hitrico sprostimo mišični tonus, da se malo psihofizično umirimo, torej tako psihično kot fizično v praktično zelo kratkem času, parih sekundah. Lahko pa to zadevo uporabite tudi kadarkoli. Ne vem, čutite, da delate v pisarni, kakorkoli, ste napeti, je gužva, je akcija, čutite, kako vas kar skupaj vleče tukaj gor, in lahko v bistvu na ta način zelo enostavno majčkeno prekinete ta tok misli in se v roku pol minutke malenkost sprostite in ponovno spet štartate. Zadeva je zelo enostavna, samo stresam z rokami. Lahko stojim čisto enostavno, stabilno in samo zibam oziroma niham z rokami naprej nazaj. To je vsa umetnost. Zdaj, tukaj par stvari bom jaz kar vmes razložil, ko jaz kažem vaje. Zdaj, prva stvar je fajn, ne bom zdaj točno razlagal, zakaj točno, ampak prav pride, da se nekako v narekovajih prizemljimo. Torej, da ne stojimo zdaj po konci, da niso kolena popolnoma iztegnjena, ampak da lepo sproščeno, mehka kolena na celih stopalih stojim, kot da bi se na nek način ukoreninil, prizemljil, dajmo temu tako reči. In ko stojim, začnem zibati z rokami. Zdaj lahko samo z rokami zibam, jaz bom že kar zraven tudi s koleni malo pozibal, v bistvu, da nekako s celim telesom padem v nek ritem. Verjetno tisti, ki ste že kdaj plesali, zdaj plešete, včasih ste plesali, ritem, vse v življenju poteka v ritmu. Vse funkcionira v nekem ritmu, ali je to hiter ali pa počasen. In ko pademo v ritem, ko se prepustimo ritmu, takrat bistveno lažje se tudi sprostimo in pademo v nek flow ali pa v neko drugo stanje, ki je majčkeno bolj fizično, bolj telesno, malo bolj podzavestno in ne toliko v glavi, ne, da lažje prekinemo recimo nek tok misli ali pa na hitro recimo se ohladimo po vadbi. Tako da v bistvu nek enakomeren ritem, neko tako hitrost, ki meni odgovarja, in kot vidite roke, če zelo pozorno pogledate, jaz imam roke čisto sproščene. V bistvu si zdaj vizualiziram, najprej lovim ritem, sem prizemljen, jaz tudi glavo, ne gledam zdaj naravnost, ne gledam gor v strop, jaz v bistvu tudi tukaj glavo malo sprostim, pogled je usmerjen malo nižje proti tlom, čeljust je sproščena, usta so rahlo odprta, nisem zdaj tako sproščeno. In zdaj vmes, ko zibam, počasi dodajam dva elementa. Prvi je ta, da si iz ziba v zib oziroma iz nihaja v nihaj predstavljam, kako so roke čedalje težje. Torej, težke so. In si vizualiziramo, kako z vsakim nihajom posebej v bistvu roka čedalje težja, kot da ni več vaša oziroma kot da ni več roka moja, in kot da postaja težka kot iz svinca. In si nekako vizualiziram v glavi, kako roko čedalje bolj vleče gravitacija dol proti tlom, ko jaz zibam. Druga stvar, še zadnja stvar, ki je zelo učinkovita pri tem sproščanju, je pa dihanje, enostavno. Tukaj samo umirim dihanje, zmanjšam frekvenco dihanja, vdihnem skozi nos, izdih je pa lahko ali skozi nos ali pa skozi usta. Meni osebno bolj paše, da izdihnem skozi usta, in sicer takole to izgleda. Jaz bom malo bolj na glas zdaj dihal, zato da se me sliši, da dobite občutek, kaj hočem povedati. Jaz začnem zibati, si vizualiziram to, kar sem prej rekel, vdihnem skozi nos in pa spet vdihnem. Kot vidite, roke so čisto mehke, kar same padajo proti tlom. Ritem upočasnim, tako kot meni paše. Ni treba zdaj, da v takem ritmu, kot jaz diham, nekateri boste mogli hitreje dihati, nekateri boste lahko počasneje. Kaj pa je tisto, kar želim tukaj poudariti, je pa to, da je izdih malenkost podaljšan. To, vdihnem,
Izdih je vedno daljši kot vdih. Ne? Torej, in lahko tudi zamižite, kot vidite, sem kar podzavestno zamižal in si samo to predstavljam. Torej, predstavljam si, da sem prizemljen. Druga stvar, da so roke iz nihaja v nihaj težje in potem si lahko še tretjo stvar vizualiziramo, da skozi vsak izdih nekako izdihnem neko napetost, neko živčnost ven iz sebe, predvsem iz tega zgornjega dela telesa, torej prsni koš, ramena, vrat, glava, če si to lahko predstavljate. In to je vse umetnost. Koliko časa? Nima veze. Lahko si vzamete 10 sekund, če vam paše pol minute, če vam paše minuto, če vam paše 2 minute. V bistvu čist po feelingu, toliko, kar vam paše. Tle ni neke vesoljske znanosti, da bi lahko pretiravali s tem, koliko vam paše, vam paše. In to je to. Probajte, stestirajte, kot sem rekel, lahko po vadbi, po treningu to naredite, ali pa kar tako vmes, da imate kot neko tako aktivno pauzo med delom, ali pa takrat, ko se ne morete umiriti drugače kot, ne vem, mentalno ali pa kakorkoli, na fizičen način gre vedno lažje se sprostiti, potem tudi mentalno. To je to. Čau!